Brez dvoma imamo v Sloveniji enega najbolje organiziranih lekarniških sistemov v Evropi. S sprejetjem novega zakona o zdravilih pa smo v ospredje postavili pacienta in sicer naše storitve, ki seveda vse še niso implementirane, pa upamo, da bodo, v skrbi za paciente, in zakon je v ospredje postavil tudi strokovno neodvisnost farmacevtskih strokovnih delavcev, licence za magistre farmacije in pa merila za lekarniško mrežo. To je zelo pomembno, ker s temi merili, z lekarniško mrežo, mi zagotavljamo dostopnost do zdravil, do medicinskih pripomočkov in seveda tudi do drugih izdelkov, ki jih ljudje uporabljajo za varovanje zdravja, tudi v najmanjših krajih. Verjamem, da se boste mnogi med vami spomnili, kako smo lani ravno nekje v tem času branili lekarniški zakon in določila za mrežo in tudi z vašo pomočjo nam je to uspelo. Še nekaj o mreži. Leta 1992, ko smo ustanovili zbornico, smo imeli v Sloveniji 149 lekarn, danes jih imamo 347. Mislim, da je to kar lepa številka. In pa 27 lekarn v 26 bolnišnicah. Vse delujejo v skladu z zakonom. In posamezna lekarna na primarnem nivoju danes oskrbuje nekaj čez 6000 pacientov. Naš zakon uporablja termin celostna farmacevtska obravnava. To je tisto, ko sem rekla, da se bistveno bolj posvečamo pacientom. Ta termin vključuje sodelovanje magistrov farmacije v zdravstvenem timu, pregled uporabe zdravil in farmakoterapijski pregled, potem pregled uporabe drugih izdelkov za varovanje zdravja in kako se to sklada z sočasno uporabo z zdravili, svetovanje pri samozdravljenju, strokovno podporo pri usklajevanju zdravljenja z zdravili, prvenstveno v bolnišnicah, sodelovanje tudi v kliničnih raziskavah ter spremljanje in poročanje o neželenih učinkih. Usklajevanje zdravljenja z zdravili izvajajo v bolnišnicah farmacevti specialisti. Ta storitev bo postala tudi enem bistvenih segmentov nove storitve, ki se uvaja s 1. januarjem 2023 in to je brezšivna skrb. Angleški izraz, morda ste slišali, je seamless care. V brezšivno skrb bodo vključeni pacienti, ki bodo odpuščeni iz bolnišnic, se pravi, tam jim bodo farmacevti izvedli usklajevanje zdravljenja zdravili, prejeli bodo tudi na novo uvedeno terapijo in pa osebno kartico zdravil. Osebna kartica zdravil je pomemben nosilni dokument brezšivne skrbi in pripomore k temu, da bo prehajanje pacientov med nivoji zdravstva, kar se tiče zdravljenja zdravili, bistveno bolj varno, kot je danes. Na primarnem nivoju bomo to osebno kartico zdravil posodabljali in za letom 2024, tako je pač obljubljeno z splošnim dogovorom, uvedli tudi na primarnem nivoju storitev, za katero si že dolgo prizadevamo, to je pregled uporabe zdravil. Žal pač nič ne teče tako, kot bi si želeli in zdaj se ravno nekje zatika oziroma nismo čist seznanjeni, na kateri stopnji je potrebna digitalizacija osebne kartice zdravil. Namreč ta kartica se mora naložiti v CRPP, to je centralni register podatkov o pacientih, da do nje lahko dostopajo bolnišnični farmacevti, lekarniški in pa seveda tudi pacientov osebni zdravnik in vsi zdravniki specialisti. Šele tako imamo potem zares varen prehod pacienta. V lekarniški zbornici menimo, da bi morali imeti vsi kronični bolniki, zlasti ti s polifarmakoterapijo, se pravi, ti, ki uporabljajo 5 in več zdravil sočasno, pravico do te storitve, do pregleda uporabe zdravil. S tem bi zagotovili boljšo varnost, učinkovitejše zdravljenje, boljše izide in nenazadnje, prepričana sem, manj bi bilo tudi odpadnih zdravil. Imajo pa pacienti vseeno zdaj že nekaj let na razpolago storitev farmakoterapijski pregled. To je pa storitev, ki jo opravi specialist klinične farmacije v ambulanti v zdravstvenem domu po napotitvi osebnega zdravnika. Spiše priporočila, ki jih ta zdravnik potem pri svojem pacientu uveljavi v takšni meri, kot pač sam razume, da je za pacienta najboljše.
Še eno stvar bi omenila, in sicer v zadnjih 10 letih smo dobili tudi kodeks magistralnih zdravil. Magistralna zdravila so tista zdravila, ki jih na osnovi zdravniškega recepta lekarniški farmacevt izdela za točno določenega pacienta. Praviloma gre to za otroke, za kakšne težje bolnike, skratka za zdravljenje z zdravili, ki jih ni tovarniško izdelanih na trgu. Zato je dvig kakovosti izdelave teh zdravil tudi za varnost bolnikov izjemno pomembna.